Zbrana dela, 4. knjiga, Bartol, krajša proza po letu 1945. Predajam besedo gospodu Košutji. Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav seveda vsem iz Trsta, kamor se je maja 1946 povrnil iz Ljubljane tudi Vladimir Bartol, zato da bi v nadaljnjem desetletju tu napisal glavnino svoje krajše proze, ki jo zdaj objavlja pravkar natisnjeni 4. zvezek njegovih zbranih del v zbirki Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev. Ta knjiga je sad mojega večletnega, sicer napornega, toda dražljivega raziskovanja in urednikovanja. Priobčuje Bartolovo od maja 1945 do njegove smrti leta 1967, večinoma v Trstu, deloma pa tudi v Ljubljani, ustvarjeno prozo krajšega daha. Skladno z osnovo zbranih del so v zvezku najprej natisnjene Bartolove knjižno že objavljene pripovedi. Gre za zbirko Tržaške humoreske, ki je po revijalnih natisih posameznih besedil v letih 1948 in 1949 v Trstu ugledala celovito knjižno luč leta 1957 pri Cankarjevi založbi v Ljubljani, kot edina avtorjeva po drugi svetovni vojni objavljena ali poslovna izdaja. Njene 4 pripovedi spisujejo žanrsko in vsebinsko, lahko rečem, novo poglavje pisateljevega opusa, ker opazno odstopajo od problemov, tem, motivov, vzdušij, likov, ki so poseljevali avtorjeva predvojna dela. So pa tudi te proze pripovedno šegave, jezikovno raznorodne, politično aktualistične, ideološko angažirane in seveda kronotopsko umeščene v tista kočljiva leta anglo-ameriške zasedbe Trsta, vznika svobodnega tržaškega ozemlja in spusta Churchillove železne zavese nad primorsko mejo, med vzhodno in zahodno poluto sveta, med Italijo in Jugoslavijo po zaključku druge svetovne vojne. Knjiga priobčuje zatem v posebnem razdelku še avtorjeve druge objavljene pripovedi. Gre za 10 besedil, ki so nastala med majem 1945 in novembrom 1954. Objavljena pa so bila doslej zgolj v revijah, časnikih ali koledarjih. Nadaljnji razdelek neobjavljeni pripovedi prinaša še 2, doslej nikoli natisnjeni, zgolj rokopisno hranjeni in zato javnosti neznani avtorjevi besedili. To je humoreska Vrag nad bunkerjem ter novela Orhideja in Pajek. Objavi leposlovnega gradiva sledi, kakor zbranim delom v navadi, še moj komentar, po njem pa obsežne opombe za skupnih 516 strani celotne izdaje. Tokratni 4. zvezek zaokrožuje in sklepa nabor, natis, komentarski prikaz avtorjeve krajše proze v zbranih delih slovenskih pesnikov in pisateljev, tako da je bralcem zdaj ta žanrski obraz Bartolovega leposlovja v celoti razviden in dostopen. Kot urednik dovolite, da se ob koncu te dolge raziskovalne poti globoko zahvalim vsem, ki so mi s svojimi strokovnimi sveti, gradivom, sodelovanjem omogočili zdajšnji pristanek v Založniškem zalivu. Glavnemu uredniku zbirke, dr. Matiji Ogrinu, uredniku prejšnjih 3 zvezkov zbranega dela Vladimirja Bartola, dr. Tomu Virku, pa tudi prijaznim varuhom Bartolove zapuščine v Nuku, dr. Marjanu Rupertu in dr. Samu Kristanu. Naj bo zdaj knjigi mila bralska usoda, zbirki izbranih del pa želim seveda ugodnega vetra v jadrih in nadaljnje plovbe do ostalih
znanstveno še neodkritih celin besedne umetnosti Vladimirja Bartola, se pravi do romanopisja, do dramatike, esejistike, potopisja, publicistike, kritike, korespondence. Torej, ad multos libros.